Najprej hvala lepa, spoštovani Ernest, spoštovane novinarke, novinarji, mediji, lepa hvala, da ste se tako hitro odzvali naši izjavi. In mislim, da je prav, da se v takšnem, ko pride do takšnega problema, če lahko temu rečem, tudi jaz odzovem kot minister, ki je delno odgovoren za nekatere zadeve. Zdaj, kot smo vsi skupaj videli, je čez vikend v Sloveniji na nekaterih bencinskih črpalkah prihajalo do občasnega pomanjkanja goriv. Javljajo mi tudi, da tudi danes se to dogaja. Po prvih podatkih strani distributerjev naj bi se ta prodaja, zakaj je prišlo do teh logističnih težav, povečala v zadnjih parih dneh za več kot dvakrat, glede na normalen dan, kot je bilo v preteklosti. Distributerji so zagotovili, da je šlo samo za občasne, kratkotrajna pomanjkanja. Vem pa, da so ljudje seveda bili včasih tudi razočarani. Vendarle, ker sem spremljal tudi jaz vikend, upoštevati moramo, da je bil ta vikend zelo obremenjen z tranzitom. V sosednji Avstriji so bili prazniki in tudi zaradi tega je bila upočasnjena, to imam podatek od podjetij, upočasnjena dostava tovornjakov z gorive na bencinske servise. Stanje zalog naftnih derivatov, to mislim, da je zelo pomembno, da povemo in da javnost na nek način umirimo. V Sloveniji imamo dovolj zalog pogonskih goriv. In ni nobeni skrbi, spoštovane in spoštovani, da bi kdo ostal brez ali da bi goriva zmanjkalo, govorim na globalu. Pustimo zdaj, kaj se dogaja z samo logistiko v teh urah. To so te dni zagotavljali tudi distributerji in ministrstva in pa moje ministrstvo, naše ministrstvo nima prav nobenih informacij, da bi bilo zaloge goriv tudi pri distributerjih problematično. Gre na nek način za povsem komercialna, kratkoročna, posamična pomanjkanja, ki jih pa morajo reševati distributerji. Seveda v okviru svojega poslovnega delovanja. Zdaj, če bom rekel, da je to običajen pojav pred napovedjo spremembnih cen, seveda to delno drži. Vemo pa, da spremljamo globalne trende in nafta se nenormalno draži. Kar se tiče pred napovedjo sprememb cen, gre za običajen pojav, ne samo v Sloveniji, ampak vse povsod pride do povečanja, bom rekel, prometa, ko zvišujemo ceno naftnih derivatov. Zdaj, nikdar ne bom kazal, kaj je bilo včasih ali pa s prstom nazaj, ampak mi smo že bili priča, tudi v preteklosti, pred nekaj mesecem so bile podobne težave. In ker so bile pred mesecem podobne težave, smo zaradi tega ravnali za moje pojme tudi vlada odgovorno, predvsem pa predvidljivo. Uveljavitev uredbe, ki smo jo sprejeli na vladi, smo načrtno zamaknili za en teden, tudi čez vikend, da se seveda prvič lahko potrošniki pripravijo, se pravi in tankajo, in pa tudi gospodarstvo, predvsem pa distributerji, da se ustrezno pripravijo. Zdaj, ali smo ustrezno bili pripravljeni, distributerji si seveda lahko date odgovor sami. Ob tej priložnosti pa moram nekaj reči. Jaz se iskreno zahvalim, ker sem bil po terenu, tudi včeraj zvečer, se moram zahvaliti predvsem prodajalcem in prodajalkam na vseh bencinskih servisih, ki so v preteklih dneh nič sami krivi ali pa po svoji krivdi slišali kakšno pritožbo na njihov račun. Oni so kvalitetno in korektno opravljali svojo nalogo in verjetno tudi zaradi, zdaj pa lahko rečem, in zaradi politike in zaradi distributerjev slišali kakšno krepko
na njihov račun, tako da jaz se jim res zahvaljujem in upam, da je tega čim manj. Ministrstvo pozorno spremlja razmere in dogajanja še naprej. Danes bomo imeli tudi sestanek na tem ministrstvu, sestanek z distributerji, da tudi oni pojasnijo natančno vso situacijo, ki se je dogajala v zadnjih parih dneh. Kar se tiče našega ministrstva, moram reči, da smo v sistem ali pa na teren poslali vse tržne inšpektore, kar jih imamo na voljo, ker smo pač dobivali kakršnekoli namige, da prvič pregledajo, ali spoštujejo vsi trenutno regulirano ceno še, ali preverijo prodajo in zaloge in ali prihaja mogoče za kakšno zavajanje potrošnikov. In jaz računam, da bo naša tržni inšpektori, da bomo imeli danes okoli 4 verjetno kakšno poročilo. Če se bo izkazalo, da je prišlo do kakšnih kršitev zakonodaje, bodo seveda naše inšpekcijske službe tudi ukrepale. Pomembno sporočilo zaradi javnosti. Blagovne rezerve so polne nafte, ker v javnosti se prevečkrat pojavlja napačno prepričanje, da lahko država, ko pride do take situacije, sprošča goriva iz državnih rezerv. Tega se ne dela. Poudarjam, da ima država te rezerve goriv za res izredne razmere oziroma hude motnje na trgu. In te dni ne gre za hude motnje na trgu, gre za logistični problem. Goriv iz blagovnih rezerv v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo namreč ne smemo in ne moremo sproščati za cenovna uravnavanja, kdo si misli, da lahko zdaj pa mi spustimo nafto iz blagovnih rezerv, zato da bomo ceno uravnavali, seveda to ne gre in tega tudi ne bomo delali. Teh rezerv pri naših blagovnih rezervah imamo toliko, kot jih zahteva konkretne količine po nekih evropskih standardih in jih imamo za 90 dni brez problema, če bi prišli do kakšne motnje na pri nafti. Tako da tu bi rad predvsem vse potrošnike, državljanke in državljane absolutno pomiril. Na koncu še ena informacija o novem režimu regulacije cen pogonskih goriv, ki ga je vlada sprejemala prejšnjo sredo. Zdaj, eno stvar bi rad povedal. Ko se pogovarjamo o nafti, gre za nek psihološki učinek in tu vsi, bom rekel, se malo zmedemo in začnemo kalkulirati, ko se nekatere druge stvari dražijo, v bistvu smo celo imuni, kdaj pa kdaj. Na avtocestah in hitrih cestah sproščamo določene cen in jo bodo oblikovali trgovci sami oziroma distributerji na podlagi trga. In tukaj bo seveda prišlo do povečanja, ampak še zmeraj mislim, da bomo v cenovnem razredu naših sosednjih držav. Drugot, poudaril bi pa rad, da povsod drugot na cestah v Sloveniji pa bo država regulirala drobno prodajno ceno, se pravi, prvič omejujemo maržo distributerjem in ta cena se bo oblikovala vsakih 14 dni po modelu določenem v uredbi, tako kot smo že nenazadnje v preteklosti imeli. Ministrstvo bo tudi danes popoldne obvestilo javnost o novi regulirani ceni, ki bo v bistvu začela veljati danes ob polnoči. Tako da res bi rad, res sem rekel, da moram to povedati in še enkrat jaz upam, da bojo danes ljudje vendarle lažje prišli do vseh teh nafte in bencina,
in da se bo zadeva umirila. Hvala vam lepa. Hvala lepa, minister. Mogoče še čez kakšno vprašanje, morda dodatno pojasnilo. Glede na povedano strani ministra, prosim, da se najprej predstavite. Jaz imam dve vprašanje. Prvo je zelo praktično za voznike, in sicer pri črpalkah ob avtocesti. Nekaj primerov po Sloveniji takšnih, ko avtocesto in bencinsko črpalko ločuje še nek krajši odsek ceste z morda kakšnim rondojem vmes. So te, nekaj vprašanj na to temo je bilo, so to črpalke, ki veljajo kot tiste ob avtocestah in cene niso regulirane, ali gre za črpalke, kjer so cene regulirane kot na ostali? Zdaj, jasno je, vsi mi vemo, ki to uredbo pač napišemo, katere so bencinske črpalke, ki so pod režimom regulacije ali ne. In avtocestni križ ne bo pod regulacijo, vse ostalo, kar je izven avtocestnega križa, in mi vemo za vsako posamezno črpalko, jasno bo zadeva regulirana. Tako da zdaj ta moment za določeno, ki sprašujete, jaz ne vem, ampak to lahko tudi, če boste točno povedali, katera bencinska črpalka je, vam lahko tudi naknadno, absolutno, tudi pisno povemo. Tako da, samo še eno kratko podvprašanje. Veliko je bilo tudi govora že o nekih nadaljnih pogovorih, predvsem z avtoprevozniki, zelo daleč ste tukaj, je do teh pogovorov šlo? Jaz sem bil na zadnjem sestanku z gospodom ministrom Kumerom in z avtoprevoznikom prejšnji četrtek, ko je bila res gužva in so malo zamujali, smo se dogovorili, da seveda v času, ko nafta leti v nebo, bomo pomagali ne samo avtoprevoznikom, tudi kmetom, in zdaj čakamo tudi njihov približevalni, bom rekel, predlog, na kakšen način bomo lahko avtoprevoznikom v Sloveniji pomagali. Tako da, takoj, ko bo naslednji sestanek na MZI-ju, to vodi minister Kumer, vas bomo tudi obvestili, smo pa seveda z njimi na vezi in smo se določili parametre, kako bomo pomagali tudi njim. Gospod minister, najbolj so Se vse poznamo, ampak vse. Izvolite. Veste kaj, zanima me seveda, kakšne bodo cene. Zdaj rekli ste, da se bodo gibale okoli teh, ki so že v sosednjih državah, a to je samo te ob avtocesti, ali v bistvu tudi vse, ali kako, če lahko malo bolj... Ne, sej, zelo jasno bi rad povedal. Ministrstvo za gospodarstvo, da ne bi mislili, da smo mi tisti, ki na podlagi vseh zakonov, uredb, vse, kar mi izmišljujemo, kakšna bo cena. Mi dobimo sklep vlade in na podlagi sklepa vlade določamo seveda modelno ceno. In mi, naši kolegi v ministrstvu, na razmaku 14 dni povprečno zračunajo, kakšna je borzna cena, in na podlagi tega gre potem ta enačba, ki seveda v tej enačbi se pa obračunajo, se pravi, vse trošarine, davki, marža. In zdaj pozor, država se je odpovedala vseh drugih dodatkov, ki smo jih imeli včasih, ki je to ceno prinesli, zato da znižamo kar se da ceno za potrošnika. Tako da danes popoldne, gospa Reogl, bomo mi videli, kakšna bo cena, se bo pa cena dizla gibala, to, kar je že predsednik rekel, nekaj čez 1,8, ne vemo točno. In upam, glede na to, da so bile v zadnjih 14 dneh cene na najvišji možni ravni, kar je bilo v zadnjih nekaj 10 let, da se bo potem, upam, lahko tudi cena sproščala. Ampak to je moj optimistični napoved, lahko pa ne, da je Bože prije tudi do višjih cen v naslednjih 14 dneh, ker eni so rekli, da je v petek borza mal padla, sem slišal za nafto, ampak to ne pomeni v 14-dnevnem ciklusu v bistvu nobenega minimalnega procenta. Tako da mi smo, spoštovana, mogli to narediti, ker drugače smo imeli neizmerne težave, bi imela država, ker smo dobili od distributerjev, ko smo jim ceno zamrznili pač na tisti, kar imamo danes, vsakodnevno zahtevke za povrnitev te škode. Ja, izvolite. Glejte, mi bomo z današnjim dnem ob 12. se v bistvu konča ta period, na katere lahko oni zahtevke dajo. Mi bomo te zahtevke, ki so zdaj, zavrnili vse, ker niso
ker nimamo nobenih podatkov, osnove, na podlagi česa so oni nam dali te zahtevke, in tudi danes se bomo začeli pogovarjati, na kakšen način bomo, če bomo slučajno država povračala stroške za nazaj, ampak če karkoli bomo delali, bomo rabili iskrene, transparentne in jasne podatke, ki bo jih mogli nam dati tudi distributerji. Hvala lepa, minister. Andrej Lončar, N1. Rekli ste, da si lahko sami ustvarimo mnenje o tem, kako so se distributerji pripravili na spremembo regulacije. Mene posebej zanima še vaše mnenje, glede na to, da ste se jim pač odgovorili za to področje, vsaj za enkrat, in videli smo, da distributerji pravijo, da je krivo povečano povprašanje, ki ne bi bilo več kot dvakratnik povprečnega. V bistvu je pa pravijo tudi, da logistične kapacitete ne dohajajo tazga povprašanja. Vi ste pa nekako povzročili to s tem, ko ste en teden nazaj napovedali, da boste znižali cene. Me zanima, vi tega niste pričakovali? Trgovci pravijo, da se prodajalci na bencinskih črpalkah so rekli, da se jim je to zgodilo četrtič v zadnjih mesecih, tako da verjetno nekdo je že vedel, kaj se bo zgodilo v taki situaciji. Kdo je zdaj odgovoren ali pa kriv, če se tako izrazim za tako? Zdaj, generalno, pa ne bi rad prelagal na nobenega odgovornost, ker jaz sem človek, ki morate prvo pri sebi odgovornost prevzeti, kadarkoli se karkoli dogaja. Zdaj, prvič, situacija v svetu je pač neznosna in mi smo, kljub temu, da je prejšnja vlada lahko sprejela zelo všečen in dober ukrep za potrošnika, bi s tem ukrepom spravljala dnevno državo na kolene. In mi smo kot odgovorna vlada mogli sprejeti določen ukrep. Zdaj, verjamte mi, da bi jaz raj videl, da bi bila nafta, zelo nizka in bi bil minister za gospodarstvo največji, kako lepo dela, ampak jutri bi imel pa probleme z socialnimi transferji, z investicijami, potem bi isti gospodarstveniki prišli, kje so pa zdaj aneksi, surovine se dražijo in tako naprej. Zdaj, mi, da bomo lahko krivili kjerkoli, moramo imeti prvo jasne in točne podatke. Ali je kdo špekuliral in premal, bom rekel, filo ali pa, kako se reče, polno rezervoarje, ampak zato moramo imeti podatke. Drugo, bodimo odkriti, če je prišlo pa res do takšne večje prodaje, kot lahko nam bojo distributerji povedali, bomo takoj videli, ker bomo videli prek trošarin in tako naprej, ampak teh podatkov ta moment nimamo. Nekaj je seveda logističen problem, nedelja, to lahko tudi seveda kupim. Tako da za kakršnokoli oceno o odgovornosti bi rad imel podatke na mizi. In če je potrebno, da prevzamem tudi jaz kak del odgovornosti, seveda ja. Ampak še enkrat, raj sem do ljudi kot minister za gospodarstvo korekten pa iskren, kot da ljudem dajemo neko lažno upanje, pa potem ne bomo mogli speljati ali pa bomo imeli drugi ministri, ker ne bo denarja čez nekaj časa probleme. Meni pa, kot državljanov, samo eno, tukaj sem jaz dobil v zadnjih dneh SMS-jev, kako ne znamo in kako ne moramo in tako naprej, jih že dolg nisem dobil, ampak vsak SMS razumem, čisto vsakega pa ne, ker sem pa videl, nekateri SMS-ji so bili pa privošljivi. Ampak smo v situaciji, ki v ta moment ne smemo biti privošljivi, ker situacija ni rožnata za, bom rekel, državo, kar se tiče naftnih derivatov. Izvolite. Damo besedo še zdaj za delovanje. Boste si prišli do vprašanja. Manj za Turk kanala. Mene zanima, prej ste omenili novo ceno, torej kdaj točno danes popoldne bo znana in pa kaj odgovarjate oziroma kaj svetujete ljudem? Verjetno je marsikdo danes že odnašal po bencinskih črpalkah, iskal gorivo, pa ga ni bilo, ne vem, po 5-6 bencinskih črpalk obredel. Kaj naj ljudje storijo? Najprej, v skladu s prakso, mi smo včasih imeli ta model oziroma novo ceno in jaz mislim, da v 5 popoldne bo seveda jasno, kakšna bo nova cena.
Jaz upam, da bodo zdaj distributerji oziroma logisti natočili rezervoarje prazne, ki so v nekaterih črpalkah. Ampak še enkrat, jaz bi zdaj lahko bil kot minister, gospa novinarka, pa bi rekel, ta je kriv, pa ta je kriv, vse bi vedel, jaz ta moment tega ne vem. Ko bomo dobili vse relevantne podatke, bomo seveda na to opozorili, če bo potrebno kakršnokoli odgovornost sprejemati ali pa dati, bomo pač to naredili. Kar se pa nas tiče, Ministrstva za gospodarstvo in vlade, smo ravno zaradi tega, da smo za en teden, od srede naprej sprejeli ukrep za to, da se bojo in ljudje pripravili, potrošniki, distributeri in vsi. Ravno zaradi tega, ker smo imeli v preteklosti, ko smo sprejeli odločitev čez noč, kaos na cestah, ti smo mogli celo priditi, bom rekel, čez nekatere občine. Ampak zgleda, da tudi to ni pomagalo. In tukaj je en del odgovornosti, če želite.